Zdaj pa zadnjih parih dneh oziroma tednu dni, odkar smo objavili to zadnje fotografije od Boštjana Bračiča, sem dobil, oziroma ste videli, je bilo veliko vprašanj na to temo, koliko pa to stane, kdo si lahko privošči te vse beljakovinske dodatke in vitamine in tak dalje. Pa sem zdaj tukaj na plaži naredil en taki približen izračun, kaj lahko zamenjamo, kot vidite tukaj v tekstu. Zdaj jaz ne rečem, da vsi kadite, da vsi porabite denar za neke kavice ali pa karkoli, in da si tudi moramo nekaj privoščiti, kar nas veseli. Lahko pa naredimo zanimivo primerjavo s tem, če bi na primer zamenjali te nezdrave dodatke z takšnimi zdravimi dodatki in nekaj naredili za sebe. Zdaj pa bomo šli pogledat skupaj v trgovino, sicer tu v kunah, ampak cene so primerljive, koliko kaj stane, pa pol vidimo dalje. Ajde. Evo, tu vidimo čips, ki stane od 20 do 10 kun. Torej bomo vzeli poprečno ceno nekje 15 kun. Druga na vrsti je sladka pijača, torej Coca-Cola, ta pa pride 12 kun. Tako, zdaj bomo pa pogledali to primerjavo, ki sem jo naredil, koliko stanejo takšni dodatki, ki jih lahko maksimalno ali pa minimalno, kakorkoli, ampak kar precej jih je nekaj tako, kot je uporabljal Boštjan, če jih seštejemo, koliko nas to stane. Tak, tukaj vidimo, prvo imamo Instant Whey, cena 53,52, dve škatlice Omega 3, skupaj 22 evrov in nekaj, NextGen 17,52, Think Matrix 16 evrov pa pol, glutamin 500 gramov 35,92 in pa 500 tablet oziroma kapsul BCA 39,12 evrov. Skupaj ti dodatki stanejo 184 evrov in 81 centov. Če ta znesek razdelimo na 30 delov, vidimo, da nas stane vse skupaj 6,15 evra na dan. 6,15 evra na dan, ko preračunamo, sploh ni tako velik znesek. Vsekakor je to en kup dodatkov, ki niso potrebni vsi za to, da bi dosegli že neke zadovoljive ali pa dobre rezultate. To je res že kar precejšnja številka. Zdaj pa, če še pogledamo dalje, za primerjavo, pa lahko gledamo naprimer te cene, ki sem jih jaz tukaj v trgovini poiskal. Smo videli, da nekje vrečka čipsa stane 2 evra, ena pijača sladka stane okrog evro, cigareti so 3 evre in več in kavica v kafiču je tudi okrog 1 evro. Tako da, če to seštejemo, vidimo, da pridemo nekje na 7 evrov na dan. Zdaj, jaz vsekakor ne govorim, da vsi porabite 7 evrov na dan za kavice, cigarete, čipse in tako dalje, ampak je pa to neko izhodišče, ki ga lahko uporabimo. Se pravi, odkot bi vzeli denar za vse te dodatke? Ena možnost je bila pravkar predstavljena. Se vidimo, adijo!